Dobar dan vsem. Zdaj vam razložim 3 Newtonove zakone. Torej, prvi lahko imenujemo zakon vztrajnosti. Če na neko telo ne deluje nobena sila ali pa ekvivalentno je rezultanta vseh sil na telo enaka nič, telo ali miruje ali pa se giblje enakomerno premočrtno. To kaj pomeni v bistvu? Da za gibanje ni potrebna sila. To se zdi v nasprotju z vsakdanjim življenjem. Vendar v vsakdanjem življenju imamo skoraj zmeraj opravka s trenjem ali zračnim uporom, ki so sile. In torej, v resnici ne gremo v nasprotovanje s tem zakonom. V bistvu, kaj to pomeni? Če mi smo v vesolju in vržemo en kamen, v teoriji ta se bo gibal naprej, zmeraj z isto hitrostjo, po premici, v neskončnosti. Potem v resnici vemo, da ga bo prej ali slej privlačil nek planet ali zvezda ali bo trčil kaj. Ampak v teoriji bi šel naprej v neskončnosti, brez nobene sile. Sedaj, drugi Newtonov zakon je osnovni zakon dinamike. Ta pa nam pove, kaj se zgodi, če na telo deluje sila. Torej, če na telo deluje sila F, telo se giblje enakomerno pospešeno s pospeškom A, ki je enak sila ulomljeno masa. Torej, pospešek A, se spomnite acceleration, je sila ulomljeno masa. To je force, sila v angleščini. In torej, večja je masa, manjši bo pospešek. In obratno. Sedaj to formulo lahko obrnemo in napišemo F je m krat A, ki je v bistvu najbolj rabljena formula fizike, vsaj na višji šoli, je zelo važna. Iz te tudi razumemo mersko enoto za silo. Merska enota za silo je merska enota mase, ki je kilogram, krat merska enota pospeška, ki je meter na sekundo na drugo. Ker je zelo rabljena, je dobila tudi novo ime, je Newton. Silo merimo v Newtonih in Newton je prav kilogram meter ulomljeno sekunda na drugo. Posledica te formule je poseben primer, če kot silo vzamemo težo. Masa je zmeraj masa in namesto pospeška damo gravitacijski pospešek. Pomeni, da pod vplivom sile teže neka masa se giblje z pospeškom G, ki je gravitacijski pospešek, ki je približno 10 metrov na sekundo na drugo, lahko bolj točno 9,81 metrov na sekundo na drugo. Pod vplivom teže telesa padajo s tem pospeškom. To je en vidik. Drugi vidik je, da v bistvu dobimo na Zemlji, če vzamemo vrednost na Zemlji, pretvorbo med Newtoni in kilogrami, ker v vsakdanjem življenju ponavadi rečemo, da ponavadi merimo težo v kilogramih, v resnici v fiziki merimo maso v kilogramih in težo v Newtonih. In torej, če rečemo, da ena oseba ima 80 kilogramov, če to zakrožimo na 10, ima približno 800 Newtonov teže. Tako. Formulo to F je m krat A lahko napišemo tudi v vektorski obliki. Sila je vektor, pospešek je vektor, ima svojo smer, masa je skalar, ni vektor, nima smeri masa. In torej to je napisano v obliki produkta vektorja s skalarjem, ki je še zmeraj vektor, ki je ta. Prav. Sedaj poglejmo še tretji Newtonov zakon, je zakon o medsebojnem učinkovanju teles. In pravi, če telo A deluje na telo B s silo F, tudi telo B deluje na telo A z enako veliko, ampak nasprotno usmerjeno silo. V bistvu, dober primer je, če nekdo sedi na enem stolu in pritiska na stol s svojo težo. Istočasno stol pritiska nanj z enako veliko silo proti gor in ga drži, tako da lahko sedi. Ali pa, če mi pritiskamo na neko steno
Torej, mi pritisnemo na neko steno. Stena pritisne na nas z enako veliko silo v nasprotni smeri. Če mi bi pritiskali na eno steno s preveliko silo, stena ne bi mogla zid, ne bi mogel dati nazaj enako velike sile in torej bi se udrli v zidu v tistem primeru. Ali pa še en primer, sonce in zemlja. Sonce je dosti večje od zemlje. Vendar, sonce privlači zemljo z eno silo, ki je enaka sili, s katero zemlja privlači sonce. Se lahko zdi čudno na prvi pogled, ampak po tretji Newtonovem zakonu te sile so enake. Tista, s katero sonce privlači zemljo, s katero zemlja privlači sonce. Vendar je ena razlika. Ista sila na soncu bo imela dosti manjši učinek, kot pa zmeraj enako velika sila ima dosti večji učinek na zemlji. To ja. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.